Ja, tako, začeli bomo danes že s prvim gostom. Predstavili ga bomo kot gosta, ki je nekoč sodeloval na Slovenija ima talent, naredil je par pesmi. Sedaj je v našem studiu Alen Vogrinc, vesel, lepo pozdravljen. Lepo pozdrav tudi tebi, vsem gledalcem, lepo jih pozdravljam, čau. Danes nekakšen prvič v današnji oddaji, po dolgem času si se odločil, da še obiščeš na studio. Tako je, drži, namreč super ste oddaja, je super, ti si super. Ja, odločil sem se, ja, tako je. Dajmo začeti z temo, ki te verjetno največ gledalcev in gledalk pozna po teh talentih, ki so se odvijali leta 2010. Tako je. Takrat si se prijavil na talente in prišel do finala. Zdaj pa zanima, vedno vsega vprašam, ker v naši oddaji je bilo že veliko pevcev, ki so v talentih nastopili. Zakaj so se tja prijavili, kako so se počutili, ko je bilo šova konec in kaj so s tem šovom pridobili, pa bi tudi tebe vprašal, mogoče iste stvari. Tako, namreč leta 2010 me moja družina, se pravi soproga, prijatelji, pa pejt so me prosili, namreč in to se je zgodilo. So te dobesedno presilili? Ja, dobesedno presilili. Bilo je tisti feeling, bi šel, ne bi šel, ampak mečken si malo te je sram, niti znano, nič ne veš, ne poznaš, skratka, šel sem, ja, in uspel sem do finala priti in sem zelo ponosen. Si pričakoval finale? Ne, nisem. Aha. Nisem šel nikoli, nisem šel s tem na talente, da bi šel na zmago, sploh ne, ampak na neko prepoznavnost. Vsakeč sem si dovolil presenetiti, kaj bo, kaj se je odvijalo. Skratka se je do konca finala odvijalo in se je. To se je zgodilo. Do finala, super, uspelo mi je. Skratka, vtisi so mi bili fajn, še dan danes fajn, super. Bila je pa ena odskočna deska, da so mi ljudje prepoznali. Si recimo, preden si šel v talente, tudi imel kaj nastope, si takrat šele začel bolj z glasbeno kariero? Namreč jaz sem začel kot fant, 8 let star. Sem začel, sem že pel, namreč pel, igral, ustvaril. Že takrat pred talenti sem bil namreč privat zabave in podobne stvari. Tako da ja, to je bilo samo neka prepoznavnost in odskočna deska. Po šovu verjetno ogromen pritisk, tako telefonsko kot javnosti. Nekje sem prebral, da, zdaj ne vem, če ta podatek drži, boš ti sam povedal, nek gospod je ponujal neko veliko količino denarja, ti si se odločil, da boš, ne vem, zdaj, ali je bilo to izmišljeno? Ja, mislim, strašno je bilo, tudi slabi spomini, dobro, sem slabe spomine, treba in tako življenje gre naprej, to pozabiš in greš naprej. Bilo je razno, od ponudb denarnih do, ne vem, pismo grozilno. Prebereš v pošti, nabiralniku grozilno pismo, ti nimaš več kaj na talentih delati. Mislim, to so take, ljudje smo različni. Zanimivo. Skratka, bilo je marsikaj, ampak tukaj smo, delamo naprej, to je to. Takrat se spomnim, namreč oddajo sem redno gledal, takrat si tudi pripeljal celo svojo družino, ima finale, na polfinale, imeli ste take neke majčke gor, očka, talent, nekaj taga, ne? Ja, to tako. Takrat se je cela Slovenija to zapolnila, ne? Mislim, 7 otrok, ne? Ja. Aha, to je nekaj tak skoraj neverjetnega, ne? Pa je, 7 jih je. 7 jih je, ja, takrat so imeli majčke, moj očka ima talent. Nekaj taga je bilo. Moja soproga je te majčke dala narediti, ker je zlata moja soproga, zelo rad jo imam. In potem so se ti verjetno tudi vsi zapolnili, tisti, ko se še prej niso, ne? Tako, ja. Zdaj mi povej, recimo, jaz sam še nimam nič, ampak vseeno me zanima, kako recimo spraviš v red 7 otrok. To je znanstvena fantastika, verjetno. V bistvu niti ne, no. Z lahkoto. Odvisno od starška, kakšna vzgoja je in podobne stvari, marsikaj tudi od njega se ti naučiš, od otroka, ampak... A si strok? Ne, nisem bolj soproga. Sva kar imava taktiko, ona popusti, pol jaz mečkam popustim, pol je ona bolj trda, bolj jaz mečkam, da se kombinirati. Skratka, vzgoja otrok je zelo pomembna, rad jih imam, to je to. Zdaj, po samih talentih si imel malo pauze, nisi tako veliko delo na novih pesmih. Moram te vprašati, zakaj si se vzel tak premor, zakaj nisi izkoristil tiste... Izkoristil sem tiste stvari, skočna deska je bila, skratka, vse večje odre v Sloveniji sem bil od Stožic. Posod sem nastopil, posod sem bil, tisti trikotni krog sem naredil in to se je ustavilo. Potem zelo velik pritisk sem imel novinarjev. Razno polemike,
pod noge so mi metali in razne teh stvari se je dogajalo. In potem sem rekel, lej, zdaj sem pa mečko nastavil, dosti je bilo, malo sem se posvetil svoji družini, številčni, ja. In stvarem mora človek dorastati. Namreč ni vse, da imaš samo vokal, sem da imaš petje, nisem talent, moraš tudi stvari treba dorastati in potem, ko sem jaz tole vse pri sebi v glavi porihtal, poštimo, zdaj pa lahko, gremo. Skratka, zdaj 2 leti delam že aktivno zelo. Kaj bi pa tisti prelom trenutek, ko si rekel, zdaj bom pa začel davati spote, pesmi bom začel pisati? Se pravi, rabo sem tisti čas, rabo sem sprostitev, rabo sem čas za družino. In neke stvari po glavi poštimaš, čisto iskrca, nov zagon, gremo. Veliko mi je soproga ob strani, mi vedno stoji, hvala ji. Ona je tudi tekstopisac mojih pesmi. Ona ti vse pesmi napiše? Ona vse napiše. Samo odpoješ ali imaš kakšno pravico do popravkov? Bolj se malčkam skregava, malčkam prilagodiva, ampak ja, v redu je. Imam pač čudovito ekipo, ki mi ob strani stoji seveda, ki dela za mene. Uvodni spot smo videla, ga boš nakratko pokomentiral, ker pojma že imamo pa tudi čas, da tudi še enega drugega pogledamo. Namreč 3 imamo danes za pogledati. Namreč 1 leto nazaj me je kontaktirala Vanja Koštrin, glasbena prijateljica, me je prosila, če bi duet naredila. Namreč so se dobila, sedla, malo smo se pogovorili in nastal je čudovit duet, Naj odide. Misliš, da se je prijel? Je. Ljudje so prisluhnili tekstu in glasbi, skratka gre všes to, kar ljudje rabijo. Ok, super. Zdaj si bomo pogledali nov komad, oziroma ne nov komad, Nori ženski svet od Alena, potem gremo pa spet nazaj v studio, tako da ne odhajate nikamor. Svud jih vidim noč i dan, pogledi mi bure sam, mlade, krasne, one opasne. Plave, crne, dugokose, sve visoke štikle nose, srce moje ludi opasno. Kratke suknje, duge noge, sve me ludosti obhode, od vrućih pogleda pamet gubim ja. Kratke suknje, duge noge, sve me ludosti obhode, od vrućih pogleda pamet gubim ja. Ko da su naslikane, ko da su iz snova sve, naš rod pamet gubit mora. Plave, crne, dugokose, sve visoke štikle nose, srce moje ludi opasno. Kratke suknje, duge noge, sve me ludosti obhode, od vrućih pogleda pamet gubim ja. Kratke suknje, duge noge, sve me ludosti obhode, od vrućih pogleda
Ja, neč, gremo naprej, ali nam še ni všel. Še ustrajaš. Tule sem si zapisal, letos greš tudi na en festival, pa boš, kam se odhajaš? Mislim, kam se odpravljaš? Odhajamo v Dalmacijo, namreč festival Opozen. Sprejet sem bil, namreč ekipo imam tudi v Splitu. Želimir Škrpona, znani avtor, znani producent. Namreč mi je pesem tudi tole za festival pripravil, sprejet sem bil med 24 nastopajočih iz Slovenije. Srečen sem, res sem srečen. Pesem, kaj dosti ne smem povedati, ampak ljubezen. Namreč poje v ljubezni, je pa v dalmatinskem narečju. Tako da 8. avgusta, Opozen, vabljeni čisto vsi. Si edini slovenski predstavnik? To pa ne vem, mislim, upam, da sem, ampak pustimo se presenetiti. Zelo rad poješ hrvaške pesmi, tudi recimo glas pa to imaš čisto tak pristen, ne, kako, imaš take kakšne korenine ali... Tako bom rekel, namreč rastel sem ob tej glasbi. Namreč ta glasba mi je bila nekako pri srcu, tudi sam, ko izvajam pesmi, pojem iz srca. Mislim, da tudi med poslušalci, med moji fani, prijatelji znajo povedati, da to tudi začutijo tole, kaj pojem iz srca. Namreč meni jaz ne moram neko pesem odpeti, če meni ne leži, če jaz ne začutim. Če pa začutim, je pa to. Pol ne vem, kaj pa recimo, kako ima to angleščine recimo? Ne, nikoli nisem v tej, tudi angleščina, sem skregan s njo, čist mim, tako da Ampak ti gre, drugač pogovorno? Tudi pogovorno bolj takole, no. Znam povedati, da sem lačen, pa še je. Tako da, če te gremo v Londonu postav, bi se zgubil. Mislim, da ja, ker skratka, ja, v Splitu, delam v Splitu, imam določen krog ljudi, ki mi pomaga, v strani stoji, dol imam producenta glasbenega znanega Želimir Škrpona in te dni sem bil tudi v Splitu, sem se pripravljal tudi za ta festival Opozen, sva še na kafe z glasbenim prijateljem, ki ga zelo globoko spoštujem, Alen Nižetič, in moram povedati, da v jesenskih dneh prihaja novi duet. Alen in Alen. Teda sedaj zdaj delaš na polno, ne? Vse ti za nazaj pa za naprej skupaj, ne? Ja, tako. Toliko je bilo počivanja, zdaj sem se pa odločil, pač moram povedati, da brez fanov, brez prijateljev, ljudje, ki verjamajo vame, brez njih, brez te moči ne bi mogel, no. Je težko, ne? Težko, ker moraš imeti krog ljudi, ki te spoštuje in seveda ti tudi njih ne delam pač za ljudi, ne. In moja soproga seveda, ki mi ob strani stoji, moja družina. Tudi sem videl na Facebooku, tudi doma že učiš otroke pet, ne? Imajo tudi kar veselje do petja, ne? Tako, namreč dve hčerkici, eno bom pač izpostavil, Naja Toše, je bila tudi zdaj na festivalu, priprave bila je sprejeta za na festival, iz audicije, poje, ja, tako, 11 let stara hčerkica, tudi jaz sam poučujem petja, tako da ja, družina je v tem. Daj, če se gre, kdaj mi v vaše hiše sam pojete, ne? Ja, ponavad. Takrat, ko jaz imam neko vajo, takrat ponavadi v ulici imajo čisto vsi okna odprta ali pa na balkonih. Je prijetno. Koncert, ne? Pa še gratis, ne? Tako je. Preden se poslovima, me zanima, kakšni so tvoji grobi cilji, naprej dobro rekel si ta duet, ampak grobi cilji so pa kakšni? Namreč, takole, začel sem delati, tukaj sem, ustrajam, delam, imam čudovito, še enkrat bom povedal, publiko, spremljate me lahko na družabnih omrežjih, namreč Facebook, vse piše, kje nastopam, kaj delam, kaj se dogaja z mano, YouTube kanal, skratka delam, pripravljam se pa že za naslednjo leto CMC festivala v Vodicah. Tako da še to dodatno, skratka delam na polno. Zdaj za konec bomo videla še en tvoj komad, ki je pa trenutno aktualen, Prijatelju moj. Prijatelju moj, tako je. Tudi delam v Splitu, producent Želimir Škrpona, avtor teksta je moja soproga Nataša, tudi posneto v Splitu. Videospot smo snemali Bloško jezero, v naši čudoviti naravi v Sloveniji, seveda, pri nas doma. Super je bilo, no. Kaj nam sporoča spot? Spot sporoča takole, da kot je težko, ko imaš stisko, da takrat rabiš prijatelja, pravega prijatelja ob sebi, da mu lahko daš roko na rame in mu rečeš, tukaj sem zate. In tako je. Tega pa bolj malo, komad sem po svetu, namreč vsem teh letih, ki me ni bilo, vsem mojim prijateljem, fanom, tisti, ki so verjeli vame in ki še verjamajo vame,
Hvala, ker vas imam. Tako je. Kratko in enostavno, ne? Tako. In resnično. Ja, Alen, hvala, da si nas obiskal v našem studiu, v naši oddaji. Hvala vam. Ko boš imel kaj novega, te zopet vabim v našo družbo. Sem tukaj. Sedaj Tako. pa za vse naše gledalce in gledalke, ker izvoli, ker napovej ta spot, potem si ga pa hitro tudi gremo Samo pogledati. za vas danes, prijatelju moj, od srca za vas. Hvala, rad vas imam. Čau.